Živijo, profesor. Dober dan. Hejo! Dober dan. Dober dan. Dinko, kam imaš to spet za eno zadje? Pardon. Jaz bi danes rad z vami govoril o nivoju komunikacije oziroma o bontonu na videokonferencah. Ker jaz zadnje čase kar naprej dobivam komentarje od vaših profesorjev, da nimate niti osnovnih manir. Tako da bomo danes postavili ena pravila in jaz pričakujem, da se jih boste od zdaj naprej držali. Ok, ni problema. Dinko, ozadje. Pardon. Dobro. Začnimo. Ob prijavi in odjavi v videokonferenco vedno vljudno pozdravite. Ok, bomo zdaj to zvadili, pojmo vsi ven. Ok. Ne bomo zdaj tega zvali. Kaj? Dober, vidimo pol. Kam? Ne. Zdaj bom jaz imel sam to razredno uro. Okay. Kaj se dogaja? Prišli na... Dober dan, gospod profesor. Dober dan. Dober dan. A smo usvojili prvo pravilo, profesor? Ne vem, a ste ga? Super, vam gre zaenkrat. Gremo na drugo pravilo. Vedno se prijavite s svojim imenom in priimkom. Dinko, a ti si se zdaj med korono preimenoval v mis sveta? Pardon, to je še od moje sestre. Si deliva računalnik. Ja, tvoja sestra je mis sveta, ali kaj? A se zavzema za mir na svetu? Ja, pa reciklirane plastike, pa delfine. Ok. Dajmo se držati današnje teme. Tretje pravilo. Vedno imejte izključen mikrofon. V pogovor se lahko vključite samo, če vas povabi profesor. A ja, seveda, pa da ne pozabim. Matevž, jaz sem se pogovarjal s profesorco za matematiko in mi je rekla, da odkar poteka pouk na daljavo, ti nisi oddal niti ene domače naloge. Lahko, prosim, začneš oddajati svoje domače naloge. Matevž, jaz te ne slišim, ker imaš mikrofon izklopljen. Matevž, zvok imaš še kar izklopljen. Lahko izklopaš... Profesor, no, povabljen mora biti z vaše strani, da se vklopi v pogovor, ne? Kaj? Tretje pravilo. V pogovor se lahko vključite le, če ste povabljeni strani profesorja. Ok, pametnjakovič, ja se vi z mene norca delate tukaj, ja? Matevž, takoj si vklop mikrofon. Matevž! Ok. Matevž, vljudno si vabljen, da se nam pridružiš v tem pogovoru. Najlepša hvala za vabilo v ta pogovor. Naj vam kar odgovorim, profesor, na vaše vprašanje. Matrici bomo dal naloge v najmožnejšem krajšem času. V najmožnejšem krajšem času. Te bo šla super slovenščina na maturi. Pa lahko mogoče daš kakšen bolj konkreten datum za ta najmožnejši krajši čas? Dajmo reči, da bojo oddane naloge nekje v letu 2021. Bolj konkreten datum. Še bolj. Nekje recimo med februarjem in junijem 2021 zagotovno. Ok, veš kaj, da se vidi to kar sama smem. Meni je v bistvu dost vse. Sploh ne vem, zakaj se sekiram. Vse imaš ti letos maturo, a ne? Ja, jaz se tudi ne sekiram. Letos imamo bonuse. Ok, dobro, gremo naprej. Tretje pravilo. Četrto pravilo. Chat ni namenjen neumnim razpravam, kot jo imate recimo vi zdaj v tem trenutku o tem, kdaj se mi bo snel. Saj vi veste, da jaz vidim ta vaš pogovor, ne? Pa saj ni nič razga, profesor, samo ustavimo. Zoja je rekla 2 minuti 15, jaz sem napovedal 3 minute pa pol. V bistvu vam gre dosti boljš, kot smo mislili. Ja, jaz sem še v igri, lahko še zmagam. Dinko, kaj sem rekel glede ozadij? Prosim, če ga zamenjaš. Dinko, četrto pravilo. Peto pravilo. Ozadja imate lahko samo, če so spoštljiva. Dinko? Dinko, kje si dobil ta video?
To ste vi zadnjič pel, na koncu ure, ker ste že mislili, da smo šli vsi ven. Ok, zdaj pa dost. Jaz grem na bolniško, jaz ne morem več, sami se znajte. Pa napišite esej o romanu Konje krast, tako kot veste in znate, jaz vas imam dost vas imam, dovolj je bilo tega, dost. 4 minute 18, zmaga, kar nakažta denar. A vi pa radi gledate tele skiče, a? Če bi radi bili na tekočem, kdaj bo naslednji, se prijavite na naš kanal. Sam kliknite spodaj.